Jaz sem tako prav denar vrgel, tako prav zezal, sem se cash je tako padel na kavča, veš. Dala mi 1 leto šanse, da pauziram in jaz sem se takrat izkazal in takrat se pravi 13 let služim svoj denar. Če bi naredil 2 vikenda po 2 špila, ker se to veliko leti okrog, zbolim takoj. Takoj, lepo sam pridem na delo domov, sam grlo, hop. 2krat se mi je zgodilo v Ameriki in skrbim se vedel, kaj ne s tistim denarjem naredim. Prvi mi model mi dal, ne vem, 40 $, jaz sem mu nazaj, on meni nazaj, jaz sem njega užalil. In sem rekel, kaj ne zdaj naredim? To raste, to vse leti, razumeš, kovanc, gre gor. Jaz sem takrat za investicijo, jaz sem prodal vikend, zato da sem dal to firmo noter. Vikend smo imeli z Matejem skupaj na Rakitni in smo ga prodala. Jaz sem vse noter zabrisal, kar sem imel. Vse smo prodali, največja neumnost, kar lahko zdaj. Okay. Ampak ti veš, koliko se jih je meni zahvalil, hvala Uroša, ti veš, koliko so oni zaslužili. In sem iz nekega razloga, ti smo nekaj prodali in se vrgel en kovanc in se šel popoldne spat. In jaz se zbudim in jaz 100 € na računu, takrat naenkrat izgul, v enem dnevu bil pump. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Investitorka v Pradi. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa gostim glasbenika, DJ-ja, producenta, podjetnika, mentorja, investitorja, na trenutke celo kriptaša, ki letos obeležuje 50 let. In sicer je z mano Uroš Umek, DJ Umek, pozdravljen. Živijo. Sem se zelo šajni oblekla za to priložnost, mal party style. Vedno začnemo z enim težkim vprašanjem. Ja. In glede na to, da si mojster zvoka, to je pa investitorka v Pradi. Kakšen sound ima denar po tvojem? Žameten. Žameten, tega pa nisem pričakovala. To prva stvar asociacije, ki mi je na glavo padla. Ne vem, če imaš čemarkoli vezala, to sem se spomnil. Dobro, super. Gledam, če so zavese žamete, pa niso, da bi asociirali, nič ni žameta tle okrog, tako da je nekaj na tem. Okay. Zelo, zelo zgodaj si začel z DJ-janjem. Rekla sem, letos boš imel 50 let starosti, ne kariere, ampak zelo, zelo mlad si začel s tem, osnovnošolski otrok. Takrat ni bilo DJ-jev. Od kje sploh tako majhnemu osnovnošolskemu otroku ideja, da bi postal DJ? Kje si sploh videl, koga si videl? Videl sem Alfa, DJ, takrat. On je vrtel na šolskih plesih. Meni bo to blazno zabavno. Vrtel je glasbo, vrtel je tiskaj hotel, že takrat si mi zdel to nekaj neverjetnega, ne vem, bil je v središču pozornosti, čeprav jaz v bistvu takrat sem bil zelo introvertiran otrok, se skrival v kotih, ampak vsem mi je bilo to blazno všeč. Predvsem pa ta ljubezen do glasbe, da lahko vrtiš muziko, ki je tebi všeč, ki bi jo sebi doma vrtel in ljudje pleša. To se mi zdi nekaj fantastičnega. Ne pa, da bi pel, igral kitaro, bobne, kitarska, to te ni pa nikoli, vedno samo v bistvu. Ne, jaz takrat v bistvu nisem maral sploh vokalne glasbe. Glasba ti vedno svojim besedilom nekako vsiljuje. Se vem, da se to čudno sliša, ne? Ampak z moje perspektive moraš to pogledati. Ti vsiljuje, kaj bi zdaj ti moraš doživljati ob temu komadu. In te prebije k žebu v to, v neko zgodbo, ki je lahko seveda dobro sovpada z glasbo ali pa ne. Ko slišimo vesele komade na žalostno muziko in obratno in mene to ne prepriča. In mi je všeč bila za to instrumentalna elektronska glasba, zato ker sem si jaz lahko film svoj naredil, svojo glasbo, svoj film, svojo zgodbo in me odpeljala tja, ko sem jaz hotel. In preden greva na velike denarje, povej, tudi tvoj prvi zaslužek, ki je bil povezan z glasbo, ne? Ostali rečejo, ne vem, sem prodajal limonado na stojnici ali pa sem risbice prodajal, ti pa v bistvu ne. Ne, sem se prej že denar zaslužil. Aha, to tudi? Ja, okay. Ampak nič kaj tazga, eno poletje, se je šel v glasbo, takoj ne, ampak okay. V bistvu ta prva stvar se spomnim, ko mi je od mojega frenda, takrat studijskega partnerja, mama je nekaj izrihtala, da smo šli v Nuk knjige pa prenašati v krog, zato ker so oni takrat nekaj prenavljali. In potem se mi zdi, smo in tiste knjige okrog nosili in neki tega žameta padalo, ne? In seveda šlo to takoj v neke kasete, CD-plare, kaj pa jaz vem, takrat investicija bi šla takoj v muziko. Kaj pa prvi denar dejansko iz glasbe? Koliko si bil star? Prvi denar se mi zdi, da je bil, ko sem v Nexusu bil programski vodja še skupaj z Boštjanom pa Primusom. Primus je takrat šel z lastnikom zmeniti, ki je videl, da klub ne laufa in je rekel, daj, ti bomo mi tole napolnili in nam je res nekaj ratali in sem zaslužil ta svoj prvi denar.
In to, mislim, da je bilo takrat to, vse, lahko cifre govoriva, ne. Ja. Mislim, da takrat zaslužil 2000 mark. Ujoj, Plače je bilo Ampak 400 mark takrat. Jaz sem to je bilo zelo dobro. Ja, in to je bil samo moj del, pa še ostala dva sta toliko dobila. To je bilo ful denarja in valjda je šlo vse tako v studio, čisto do zadnjega evra marke. In pol v bistvu so bile te investicije vedno studio, da sem si to opremo lahko nakupil. Pol se spomnim, da sem prodajal kasete na boljšem trgu, na smučarskem sejmu. To mi je dal isto priložnost Jože, ki živel nasprot meni, imel pa piratski studio in jaz sem v bistvu čez okno poslušal, kako on nažiga v sosednjem bloku. In meni je blazno zanimalo, kaj je zdaj to, kam je dobra muzika. No, skratka, sem šel k njemu parkrat po kasete kupil in pol sem mu bil nekaj zanimiv zgleda. Pa sem ratala frenda in me je pol povabil, da v bistvu prodajam kasete na smučarskem sejmu. In sem bil tudi za to ful dobro plačen takrat, ker z tega sem veliko prodal takrat, ne. Sem dobro prodajal to muziko. Telih 2000 mark, koliko si bil takrat star, to si rekel najstnik, ne? Da je bil Nexus, veš, jaz imam zelo slab spomin, tako da se ti bom zlagal vedno, za karkoli me danes vprašala, se ti bom za 10% ali pa 20% cenah zlagal, ne, v tej polčasu se bom tudi za let ali pa 2 zmotil. Ja, to je bilo tam začetki 90, tam 93, takrat sem že vrtel, se pravi, bilo to 93, 94, bil sem star, koliko je to? 16, 17 let, ja, takrat je bilo v bistvu to vse. Dober denar za wow. Zdaj se už smejala, jaz se prav spomnim, ker sem prinesel, jaz sem pač živel z mami pa z babi takrat in sem tako prav denar vrgel, tako prav zezal sem se, cash je tako padel na kavča, veš, in valjda... Mogoče od tam ta žameten feeling, ki si prej rekel. In smo prav, ti smo gledali, a je to možno, a je to tako neki, to je bilo tako neki nevrednega, tako neki dalec stran, da pa zdaj 2000 mark zaslužil takrat. Torej 5 plač. 5 plač v enem mesecu, ja. To ni dolgo trajalo. Verjamem. Pol leta pa. Je to, da sem si veliko stvari v studiu kupil, no? Daj pa je zares začel prihajati nek tak konstantno resen denar, da si dejansko razumel, da od tega lahko normalno živiš. V bistvu takrat. Aha, to je bilo. Mislim, jaz sem bil izredno priden pa dedicated temu mojemu kraftu, delu te stvari od začetka in šel iz šole, pustil šolo, kar ne priporočam nobeno, in potem je denar v bistvu hodil. Jaz sem vedno več vrtel, začel dobro služiti v resnici in doma je začel plačevati stroške za hrano, za elektriko, za obleke. Tako sem bila z mamo zmenjena. Ona me v bistvu takrat testirala, ko sem šel v šole. Predvidevam, da rekla, bomo videli, kako je tale fant resen zdaj, ali me sam zabava. Dala mi 1 leto šanse, da pauziram in jaz sem se takrat izkazal in takrat se pravi ciljni zgled, služim svoj denar. In ni bilo žal, da te pustila 1 leto? Ne, zdaj, ker nazaj gledam v sobato, ful smejiva, da je bila pravilna odločitev, sam še enkrat, to je riziko, ne? To je velik. No, ampak ti dala 1 leto, ne? Dala mi 1 leto, ne? Jaz pa pač sem šel to fanatično noter in tega nisem hotel spustiti, ker sem upošteval mamo, ne glede to, da sem jo že takrat, ne vem, 120 kg pa skoraj 2 metra velik, ki jo lahko tudi ne bi poslušal, ne, če bi hotel, ampak mama je le mama in jo treba spoštovati in smo imeli deal in sem se tega držal, ne. Kaj pa je bil tisti trenutek, ko si z nekega slovenskega DJ-ja ratu mednarodna, globalna zvezda? Kaj se je zgodilo? Je bil to zdaj en komad? Je bil to zdaj en špil? Je bila to ena dobra povezava? Je bil to dober menedžer? Kaj? Nekaj se je moglo poklopiti. Mi menedžerov takrat nismo poznali, ki pa to je bil... Takrat je bilo dejansko vse skupaj, torej underground, v smislu underground ali pa rečemo neprofesionalno. Vsi smo se borili, kako smo vedeli in znali, pa v bistvu smo se prebijali samo skozi kakšne ploče si izdal, pa kako dober si tehničen v miksanju, pa kako dober vrtiš. In to je bila moja, mislim to 7 let sem delal, se pravi, ta moj breakthrough je prišel okrog 2000, 2001, 2002, tle nekje. 2000 ga sem začel počasi okrog potovati, ampak sem se 7 let, sem se, ko bi rekel, uril za to, da je prišel do tega in pol je to kar naenkrat v bistvu eksplodiral. Veliko sem izkušenj, ker sem se jih nabral tle po Sloveniji pa po bivši Jugi, tako da sem potem vse špile, ki sem jih naredil, so bili res dobro sprejeti. In potem prijeta še komada, kakor Stalanikor pa Gatex, ki sta me takrat izstrelila med, kaj pa vem, tehnolito, ali kako naj temu rečem, no. Te komadi so bili vrteni res ogromno, tudi to se je prodalo, ne vem, 30,000 vinilov, kar je za tak nek žanr, sploh takrat, ki je bil res temačen pa darkerski, zelo velik. Po mojem je bil Gatex pa Lanikor, da sta bila tudi takrat ena najbolj vrtenih komadov v tistem letu. Ko sem šel na festival, tako 6 DJ-jev je zavrtel, vsi so vrteli te komade moje in sem rekel, wow, tle se nekaj dogaja.
Ja, pa dobim agentko, nemško, in pač pa se pa začnejo resne zadeve, potovanje po svetu. In to takrat pa do danes se ni ustavilo. Si takrat na začetku, torej ali do leta 2000, ko si bil še recimo temu lokalen DJ, ali pa pol, ko se je pa naenkrat relativno hiter, trajalo nekaj časa, pa je bilo kar naenkrat hiter skok, si naredil kakšno napako, ki te je pa nekaj vsem dobrega naučila? Jaz, ful je zanimiv, zdaj, ko bom Abrahama praznoval, vidim, da sem naredil milijon napak, še 10 let ne bi hotel niti ene priznati, še 10 let nazaj ne bi hotel niti ene priznati. Vedno sem, takrat, kadar si na vrhuncu, si ne priznaš, da so bile to napake in si rečeš, ne, to je bilo nekaj, kar se je moglo zgoditi. Zdaj vidim, koliko napak sem naredil, ful napak sem naredil, ogromno napak sem naredil, takih, da adijo pamet, mogel bi imeti jezik za zobmi, ki je mogoče tako za kamero, pa na teh javnih nastopih ljudje me ne poznajo, v resnici kar hitro jezik stegnem izza kamere in takrat tudi nisem mogel biti tih na marsikeri zadevi in sem si s tem pip zajebil marsikjer booking, ki me še danes po tepe. Okay. Tudi kot že mulci organiziral žure oziroma prevoze na žure, danes si pa, sem že rekla, poleg tega, da si seveda DJ, si producent, si podjetnik, si investitor, si mentor, v zadnjem času predvsem ženskim DJ-kam, delaš zelo različnih stvari. Katera od teh stvari ti je v bistvu najljubša, še vedno DJ-janje, ali si se najde mogoče zdaj že kje druge? A veš, da v resnici je vse ena stvar, Ta investitor, to so ljudje mene označili, jaz se sam nikoli nisem označil za nekega investitorja pa podjetnika. V bistvu pač ljudje so razni partnerji, pa moji frendi, ki smo neke stvari skupaj naredili, so hodili do mene in to je izgledalo, da jaz to, kako bi rekel, namenoma počnem. V resnici je bilo pa to, da sem vedno samo dobro idejo podprl, ki je bila v glavnem z muziko povezana. Tako da jaz se ne bi zdaj štel za nekega investitorja, tudi tiste investicije, ki sem jih naredil zelo slabo, tako da bi bilo boljše, da jih ne bi. Podjetnik, kaj pa vem, mislim, saj sem solastnik podjetja Vibrate, ampak v resnici sem čisto izven pogona v smislu, da mi povejo samo še enkrat na pol leta, kaj se tam dogaja, tako da nisem baš neki poslovnež, niti investitor, niti nič. Kaj pa založbe in podobno? Založbe pa del glasbe. Jaz to niti ne gledam, da je bila to neka investicija z druge, to je bilo neki nujno, v bistvu je to bilo nujno zlo, pa hkrati ljubezen do tega, da bi to počel, da bi bil založnik. Ampak spet, ljudje mislili, da te založbe ogromno denarja ne prinesejo. To je v resnici mislim, se je za nekoga, ki ima minimalno plačo, je to čist fajn denar. Za nekoga pa, ki nima minimalne plače, pa to, sem toliko malo, vsi mi to rečejo in mislijo, da se to valijo milijoni in jaz se sam smejim in jih pustim v njihovi iluziji. Je to... Skratka, vidiš, zdaj sem se zgubil, glasbenik sem, oziroma DJ sem DJ prvotno. Primarno, DJ sem primarno in producent sem primarno in to so stvari, ki me še vedno veselijo in v bistvu me vedno veseli največ stvari okrog tega, da se ukvarjam z glasbo. Je pa res, da sem pred kakšnim letom investiral tudi v brivski salon. Tako. To še pride. Samo še tole vprašanje, kar se tiče založb. Je to, da imate DJ-je tudi ste založniki oziroma sami izdajate svoje plate in še od koga drugega, kar pogosto, ali je to bolj redko, pa si ti eden izmed, ali vsi veliki DJ-ji imajo tudi svoje založbe? V glavnem imajo vsi svoje založbe, ker je to nekako na nek način, na ta način si neko neodvisnost kupaš, da nisi odvisen nekoga drugega, da ti govori, kaj moraš delati, kako bi delal, ti se odločiš, meni je to všeč, ti verjameš v ta zvok. Itak se vse je začelo tako, da smo vsi verjeli v svoj zvok, noben drug nas ni šljivil, kaj je zdaj ta nek razbijen sintetični, itak te vsi čudno gledajo, kje pa boš najdel založnika, v resnici moraš biti sam založnik, če hočeš to komorkoli dati in potem v dobrem smislu najdeš te budale, ki te suportajo in tvoje viziji verjamejo in reče, pismo to pa je hudo. Tako da to je vse tako zelo na neki, mislim, ljubiteljski ravni, predvsem, potem pa šele pride poslovna zadeva. In če zdaj pogleda to še z finančnega vidika, v čem od tega, rekel si v bistvu je vse povezano, pa vendarle v čem je največ denarja? Je to še vedno res dober špil? Ja. Ne vem, recimo za nov let nekje pred 10,000 ljudi, ali kako? Ja, v bistvu meni 90% celotnega denarja prinesejo živi špili.
Ostale, mogoče, ja, pa še to je, ostali 10% pade pa na založbe, pa kakšne ostale stvari neki vmes, ki padajo. Tako da v glavnem je to, špili. Ne. Katere države najbolje plačajo, ali to bolj odvisno od tega, koliko bo ljudi, kakšen žur je, ali je nov let ali januar je? Mislim, jaz sem definitivno najbolj plačen v naši regiji, zato ker tle tudi največ kart prodamo, ne. In potem je seveda logično, če ti priješ nekam na nek plac, pa jaz lahko 4000 kart prodam, je pač računica jasna. Ne. Sej jaz vrtim velike stvari v tujini, ampak ponovadi nas je več. Ne. Tle pa pride sam in si solo headliner in ko prodaš 4-5 000 kart, boš temu primerno tudi hotel honorara. Ne. In če vrtiš, ne vem, še z 10 ostalimi, boš vedel, kje je tvoje mesto, koliko lahko dobiš, in je čisto odvisno, kje imaš dober market. Ne. In tudi recimo to zelo gor pa dol skače, jaz sem recimo dobil zelo dobre fije v Ameriki, takrat, ko sem se v Ameriko fokusiral, pa sem bil veliko tam, ne. In odvisno, v kjer market investiraš, pol je bil nekaj časa Španija, potem je bila leta nazaj, glih tle govorimo 2000 do 2005, 2006, Nemčija, to je bil moj glaven trg in to se skozi non-stop se spreminja. Nekje pride ta val, malo zamenjam muziko, pa se nekje, mislim, potem DJ vrtijo mojo glasbo v tistih regijah in posledično si bolj popularen in potem so večji fiji in boljši fiji. Včasih si delal tudi zelo, zelo velike žure, tipa Meet Me in podobno. Ja. Se to splača ali je boljš pustiti vse, pa iti tja, pa odvrteti svoj set, pobrati na denar, pa reči hvala lepa, pa iti, ali je... Ful se je splačalo 1 leto, ne. Vse isto je, kakor ostale investicije pridejo in ponovadi pozgleda, ne. Moraš biti zelo previden. Vsi Meet Me, jaz sem kasneje ratal pri Meet Me Partners, nisem bil samega začetka, to je Niko osnoval ta brand, ki ga delal, in potem smo se skupaj združila. V resnici, ker smo si bili konkurenca, ne. Sicer smo se potem dobro ujela, smo še druge partnerje dobili in nam je šlo ful dobro, ne. Kad ti rekel, 2 leti je šlo ful dobro, no po nam pa 2 leti ni šlo ful dobro in si spet in pol se je nehala. In v resnici bilo ful boljše, da bi jaz tiste svoje špile zaračunal ves cajt in to bi se mi bolj splačalo. Tako da, mislim, vedno te nekaj po prstih udarno. Koliko pa zdaj še vrtiš? Včasih, recimo 20 let nazaj si vrtel vsak vikend, skozi bil okrog, je to še vedno tako? Ne, ali zdaj bolj tam zbiraš? še 40% mogoče tistega, kar sem delal, kar tudi nisem sposoben več. Ne. In tudi pol pride recimo meseci, kjer imam veliko špilov in me totalno sesujejo. In si rečeš, pač uraš, pač star si toliko let in enostavno tega tempa pač ne moreš več zdržati. Ne. Se pravi, moji možgani bi še vedno hoteli, da bi jaz imel 80 špilov na mesec in to se je dogajalo koliko let? 25, ja, kaj govorim še več, jaz sem že v Sloveniji, pa tle po Hrvaškem, tudi 30 let je trajalo toliko cajta. 30 let je trajalo, zdaj pa ti iskreno povem, če bi naredil 2 vikenda po 2 špila, ker se to veliko leti okrog, zbolim takoj, lepo sam pridem na delo domov, sam grlo, hop, ponedeljek in obležim, tako da ta moja želja, da bi še več špilov, se v resnici potem sreča s tem, da telo pa enostavno ne pusti več tega. Torej, kaj zdaj, 1 špil na vikend ali pa mogoče 2, pa pol 14 dni ne? Tako, točno, to je pač točno tako, kar pride. Zdaj so tudi marsikero ponudbo, kaj dobro zavrnem, pozamem tudi kakšno slabo ponudbo, mislim finančno slabšo ponudbo v boljšem klubu, kar bi si želel. To je čisto odvisno, kako pride, od meseca do meseca. Decembra sva z Guštjem govorila o tem, kako se denar, predvsem v popu in roku, nekako po celi tej verigi razdeli, ker pač lahko je avtor skladbe avtor besedila drug, odpoje nekdo tretji, v zadnji je še band, v glavnem imaš celo neko skupino ljudi, ki stoji za tem, parodija, pa ne vem, milijon stvari. Verjetno je neka ta linija v elektronski glasbi precej krajša, ne? Si odvisno. Eno skoraj vse, ali kako gre to? Mislim, odvisno. Zdaj, če gledaš pop artiste, kot so, ne vem, Geta in podobni, oni imajo glitko songwriterje od zadnji, verjetno njih ne vem koliko, da spišejo tiste 3 vrstice zahtevne, ki so v resnici zahtevne. Sam na prvo, ja, tako je, vse to na prvo pogled, ko deluje, ampak če je hit, ponovadi ni brez veze ta hit. Potem pa bolj, ko greš v temačno muziko, več je to stoji na enem človeku in seveda ta človek potem, ker dela tako temačno muziko, tudi temu primerno veliko manj denarja dobi. Tako da to je vse, če imaš komercialen uspeh, je veliko denarja, če ga nimaš, ga ni. In temu primeru se potem tudi razdeli, če veliko artistov zraven vpletenih, potem to razdeliš na 10 delov, če ne, lahko pa vse sam dobiš. Ne.
Ti delaš pretežno sam? Jaz, kakor kdaj, imam periode, s katerim delam z ljudmi, z ostalimi producenti, ali pa pač nekatere stvari pa delam pač čisto sam. Zdaj sem recimo v periodi, ko delam stvari vse v glavnem sama. Prav tako z Guštejem so govorili o tem, kako je z avtorskimi pravicami, ne? Ker seveda pač tisti, ki je avtor glasbe in se potem ta pesem vrtila tudi desetletja, lahko zelo dobro živi od tega, ne ravno v Sloveniji, ne? V Ameriki pa lahko v bistvu enega hitiča živiš skoraj. Kako je pri vas? Rekel si prej, ne, da je bilo prodanih ne vem koliko vinilk, da se vrtel, da tudi, ko si prišel na parti, so drugi DJ-ji vrteli tvoj komad. Se tudi to šteje za pravico, če ga on vzame in nekako ti nekaj žametnega priteče, ali kako je to? Ne vem, moram biti malo previden. Da ne bom koga... Mislim, dobiš kaj sploh z naslova avtorstva? Ja, ali dobim, lahko ti povem, da dobim po moje 3-4 tisoč evrov na leto. A je to veliko? Ne. Mislim, verjetno vsaj 10-krat toliko si mislila, da bo ne, v bistvu sem mislila, da še manj, ker kaj pa, če je žur v tujini? Isto, mislim, tam je pa tako, ne? Tam pa večkrat so... Mislim, dobiš kaj, so kaj bolj... Dobiš, mislim, tam oni snemajo, tam je forat. Jaz imam v pogodbi napisan, da ne smajo snemati sete, oni snemajo vse. Oni tam, jaz sem včasih, vsakič, ko je prišel, mi je prišel s papirjem in rekel, kaj boš danes vrtel, tako kot tudi zdaj to obstaja, sem zdaj v digitalni obliki, ampak oni sploh ne sprašujejo več, tam organizator plača, odzadaj so se snemali vsi stage-ji, tako kot sem ti rekel, pač Shazam danes oziroma algoritem podoben Shazamu točno pove, ki je in gre samo lepo na računčke, mi zdaj recimo, ne vem, Tomorrowland, zmislil si bom, mora plačati 1 milijon evrov za IPF pa za SAZAS oziroma za njihe, za ostale agencije in potem oni prav točno noter seštejo in pravično razdelijo. In meni gre to zelo na etra, da to še ni vse posod. Tudi rekla sva z Guštejem, da pač Slovenija in zaslužki pop-rock so popolnoma neprimerljivi z Evropo, sploh recimo Veliko Britanijo, kaj šele z nekimi ameriškimi zvezdami. Ti si rekel, vmes sem zelo dobro služil v Ameriki, potem v Španiji, ampak če tako pogledava čist globalno, je tudi v elektroniki razlika med Evropo, med Ameriko, med Južno Ameriko, mogoče Azijo. Recimo, če si nek mlad DJ, a v Sloveniji ful manj zaslužiš, kakor mlad enak dober DJ v ZDA. Ne, mislim, da imajo vsi velike probleme s tem, da bi bili fair plačani, zato ker se jih enostavno izkorišča in so pač ta nujna delovna sila, da zafilajo tiste luknje, ki so v programu. In jih je toliko čaka v vrsti, da potem pač je zelo, zelo kruto do njih. In so ponovadi, ne vem, jaz v Sloveniji so, ne vem, DJ-ji, ki celo noč vrtijo plačani 150 ali pa 200 evrov, kar se meni zdi grozen, glede na to, da te lokali veliko tega denarja sprocesirajo. Meni se zdi to grozen, zdaj pa spet po drugi strani, verjetno bo zdaj še v komentu napisal, kaj, veš, koliko moram jaz delati v službi za ta denar in bi rekel, jaz bi šel takoj vrteti za glasbo in ima prav, ne. Jaz bi šel vrteti glasbo 200 evrov ali pa za 150 in ima prav. Pa se lahko tle rečemo, nočne službe, pa tako naprej, pa se to kar nabere skozi leta, pa se bo spet kakšen ogasil, ki dela pač izmeničen. Ja, in pol nikoli nismo zadovoljni s tem. Hočem sam reči, da proporcionalno z kakršen zaslužek v nightlifeu, kadar so polni lokali, bi lahko kdaj prišel kakšen lastnik, pa temu DJ-ju dal 100 evrov več ali pa 200, mislim, da se še ni to zgodilo, vsaj ne, da bi mi kdorkoli kdaj kot to rekel. Dobiš daj napitnino, veš, kad drugače, ko imaš kakšne trubače, pa to jim vedno vsi tlačijo, ne? To se mi dvakrat se mi zgodilo v Ameriki in skrat sem rekel, kaj ne s tistim denarjem naredim. Prišel mi model, mi dal 40 $, jaz sem mu nazaj, on me nazaj, jaz sem njega užalil. Jaz sem rekel, kaj ne zdaj naredim. In pol sem imel pogovor s frendi, pol sem mu prvo rekel, model, jaz sem dobro plačen, da sem tukaj, jaz ne rabim to, da jih pel svoje, on je pohvala. Gesta. Ful lepo od njega, sam jaz pa valjda, Slovenc zarukan, boh ne daj mi to, jaz se ne znam obnašati s tem. No in pol, kaj spet, Amerika je enkrat prišel in mi je dal $80, pa smo pol, sem takoj pijačo naročil za to, da se je vrnil, da se je vrnil denar nazaj ta more krog, krožati. tako, in smo se imeli fajn, tako da ni napitnine. Rekel si, vsi mladi DJ so relativno slabo plačani. Sorry, vi ste tle še noter leto, ampak sem imel pa enkrat eno idejo, ne. A veš, da bi v bistvu, takrat, ko smo se pogovarjali, ki si rekla, v kriptovariantah, ko je bilo takrat vse živo in ti valjda možgani full shopa, je koliko enih rešitev in sem hotel v bistvu, da bi imel app, kjer bi lahko
bidel za željo, ne, in ti bi a veš, Ja. in ti bi tam bi bili, ne vem, pa recimo kriptomilijonari, bi si zdaj želeli ta denar, ne. To bi bilo dobro, ja. To je bilo ful dobro. Sej ti napitnine so pol prišle to kasneje, ampak si predstavljaj, da zdaj bi en, ki ima res ful denarja, hoče, da jaz ceco spustim, ne. A bi jo? Ne, mislim, ne, čakaj. Se bi imela lahko tak ful dober, res tak temačen, industrijski bit. Se v resnici smo vsak ceno. Mislim, ok, bom jaz rekel, jaz imam tudi ceno, kje bi jaz ceco spustil. To bi bila izredno visoka cena, ampak ne vem, ne znam ti povedati, ne, če ti bi tam neki, a veš, kaj to bi mogel imeti poleg sebe, če bi mi nekdo napisal 50,000 evrov. Ja, bi že razmislil, ne? Že razmislil, ne, in pola una, veš, ti bi lahko, ne, in zdaj to nam je želje, ki pridejo mi lahko tam, se pijem dere od spodaj, razumeš, da mi ta komad, ja, lahko ti dam, da mi tlele gor, to je bila ena izmed enih stvari, mogoče glupih, mogoče ne, ampak pa bi tudi, ja, no, to je bila ena izmed. To je tako, kot včasih jukebox, ne, samo da tam so imeli vsi komadi isto ceno, ne, pa si sam zbral. Da se vrnem na to, rekel si, mladi DJ-ji so posod relativno slabo plačani, pa vendarle, ali je v elektronski glasbi mogoče lažji se prebiti v tujino, tudi zato, ker, ne, če si slovenski band, da mogoče poješ v slovenščini, zdaj, da ti cel band z vso opremo spraviš nekam, moraš tam 6 ljudi plus, a veš, sound tehnika plus, ne. A je lažje, ker to je nek univerzalen jezik, ne? Nasplošno je glasba univerzalen jezik, ampak mogoče elektronska še toliko bolj. Ne? Plus, da lahko ti to narediš doma in pošleš in nekomu všeč in te povabi in greš na drug konec sveta, se usedeš na letalo in... Mislim, sliš se ful lažje, ne? Ampak, ja, mislim, tako razložiš, je absolutno je lažje, ampak ni čisto, da ti doma nek narediš, pa greš pol na avion. Pač nek demo, tako kot si, ne? Recimo. Ni demo, to moraš narediti storang posnetek. Sej resnica je to, da tudi danes band bi skoraj lahko snemo enega po enega v doma, nekje z dobrim mikrofonom, točno to v domačem studiu in tega je vedno več. Tako da ne rabiš več teh milijonskih studijev za to, da band tudi dobro zveni, če jih ne rabiš vse naenkrat snimati. Okay. Je lažje, absolutno je lažje, ampak recimo je poseben čas zdaj veliko bolj naklonjen temu, da tudi če imaš polomljeno angleščino, da te netko obsoja več, ne, recimo, sej poglej, so Lajbahi naredili svetovno kariero s tem, da, če se ne motim, Milan Pevc ne zna neki ful nemško, ne, pa tudi angleščina ni njegov materni jezik in ta angleščina zelo slovensko zveni, bodimo iskreni. In to sploh ne žalim človeka, ampak mislim, da je to ta šarm. Ampak oni imajo ta sound, tako, ja. In pol poglej, sej Magnifico isto naredil, Give Me Money, on se prav norca delal z tega in je isto rata. Ne? Sej, vidiš, Joker Out harajo zdaj okrog že nekaj časa in zgleda... Manda se tam mali slovensko učijo, za tega, da lahko je zraven. Ja, razumeš, in sej imaš takih primerov, ki so uspeli, sicer so redki in za moje pojme vsem je fajn, če znaš anglešk pet na... pač brez akcenta oziroma vsaj z nekim tem simpatičen, da nisi čisti Rusa, po defaultu, ki te pol obsojajo in ja, je težko. Prej si govoril, da je bila tvoja ideja, da bi pač bidel za komad, ki ga boš zavrtel. A si kdaj dobil kakšno ponudbo nekje za nekoga vrteti, ki si rekel ne, tako kot pač kakšne res velike zvezde dobijo, da bi pa pele zdaj na poroki od nekoga, ki pač njim fulnija, ne, in rečejo ne. Tako, koliko poroke jaz dobim. In to je no-go. Ne, so šel na primarke na poroko, to je pa spet vprašanje cene, se ti prama, ne. No, ampak je bilo kdaj tazga, da je bilo ful denarja, si rekel, to pa ne. Poroke, ja. Sam ta je bila po Italiji, bila pa res, vse, kako te ljudje v kakšnem mudu te ujamejo, pa kje si ti želiš ta, recimo poroka je bila tam zraven Bolonije, tam je veliko dobrih Michelin restauracij, moja žena si želela je tja, dobra ponudba je bila, vse gor dol in potem sem rekel, pa čak malo, gremo. Zakaj pa ne? In recimo, to sem delal že za države, recimo v državah, v katerih nisem želel vrteti, sem dvojno ceno dal, ne? In to sta bila Avstrija pa Švica nekaj cajta na tem seznamu. Ja, oni so mi dvojno začeli plačevati in pa sem mogel iti tja. Ne? Mislim, mogel je. Si rečeš, vse imamo mi tudi, temu se reče cash grab špil, ka veš, da ti ne bo neki mogoče najboljš na svetu, ampak bo plačala račune in potem imaš te špile, ka veš, da bo
totalen, mislim, da bo full mount, manj denarja, ampak veš, da se boš imel najboljš na svetu in pol to pač vedno kombiniraš. Recimo v Nemčiji imaš klube, kot so Berghain, kjer, ne vem, še leta nazaj noben DJ ni dobil več kot 1500 evrov, pa si ti lahko na glavo postavil. Zdaj imaš tam, tak seks klub, ali kako ne rečem, night klub, kjer tehno vrtijo noter, KitKat, tam DJ dobi 300 evrov. 300 evrov, kjerkoli boš videl, in zato si moraš plačati hotel, avion, pa še tja priti. Torej si v minusu. Ja, če greš tja vrteti, če je to gor dol. In oni, to je njihova politika, oni ne rabijo te, oni imajo polne večere, ne rabijo DJ-jev in zdaj je to pogajanje, a veš. In isto se pravi, isto je s temi stvarmi. Poroko sem vzel zato, ker je bilo vse skup full fine in sem šel tja, ali bil rojsten dan je bil. In kako je bilo na koncu? Je prvo fajn. Aha, torej si se pravilno odločil. Pravilno sem se odločil, čisto ok mi je bilo sam, a veš, še da razložim, zakaj se tako odločiš. Ko greš ti na žur, prvo delaš tudi vse promocijo. Tam je veliko ljudi, oni ti pridejo poslušati, tam pač si in zaslužiš dobro in vse to fajn in ljudi zate slišijo, zdaj sploh v času social medijev, v bistvu se potem pojavljaš in je to tvoja prepoznavnost ful večja. Tle nič ne dobiš od tega, če si na poroki. Tle si samo v resnici hlapac nekoga, ki ima veliko denarja, ki te lahko kupa, ne? In se na nek način tudi počutiš kot prostitutka, ne, mislim. Ampak kaj si dobil prostor, kar se seta tiče, ali so tudi to zbrali? Samo prid nam vrteti. Ne, mislim, zdaj pa, da bi še, ne vem, prvo si nikoli nisem mislil, da bi to sploh na to pristal, ne sprejem nekih kompromisov, ampak ne bom šel na to na ta set, na to poroko ali pa recimo na rojsten dan vrteti najbolj dark set, ki sem ga v življenju naredil. Bom naredil malo, pa rojsten dan, ne? Ne, bom naredil recimo tak set, najbolj komercialen set, ki ga drugače naredim. To je to, kar tle se mi zdi ta stvar. Glasba je nasplošno biznis, ne? Kot vsak drug, seveda pa ima svoje specifike. Če pogledava, toliko časa že vrtiš, da je bilo kar nekaj finančnih in gospodarskih kriz. Kako je v glasbi? Kriza v glasbi se giblje isto kot recimo finančna kriza, ali ravno obratno, ker takrat, ko je vse napet, pa ko ti manjka denarja, pa nisi zihar, boš imel službo, pa ne vem kaj, greš pol saj ven se enkrat na mesec ali pa dvakrat zabavati, pa zaradi tega takrat mogoče glasba še bolj cveti, kot je pač ta lipstick indikator, ko je kriza, pač ženske kupujejo šminko, ker imaš vsaj eno malenkost, ki te pač tega nisem vedel. Ja, ki te pač naredi vesela. Ampak recimo tudi iti ven, še vedno lahko vodo piješ. Ja, vem, sam, če je drag DJ, moraš pa drago karto kupiti, za katero nimaš denarja. In potem jaz tudi mislim, da se temu primerno tudi žurke, kvaliteta žurk zmanjša, tudi ozvočenje je slabše, light, vse je slabše, vse je to temu primerno. Je pa res, da lahko se tukaj pogledamo po balkanske države, ki so bile toliko cajta v banani, tam se je žural, a so ljudje imeli denar ali niso imeli, ker mi nič ni drugega predstavljali. Jaz mislim, da je to bolj stvar temperamenta, koliko ti to pomeni, pa koliko si pripravljen za dobro zabavo odšteti. Torej kulturno pogojeno. Jaz mislim, da je tukaj zelo veliko tega. Pri krizi se je v Sloveniji blazno poznal, da pač ljudje enostavno niso imeli denar za ven in je bilo žurk, ne vem, sigurno 70% manj ali pa polovico, tako da absolutno kriza prinese vse najslabše. Ljudje pa grejo ven, se pač zabavajo. Se je prišla korona, pa so se ljudje online zabavali, pa so se ga napili doma. Mislim, iznajdljivost človeška je neverjetna in vedno se bodo ljudje zabavali, samo mogoče na manj fancy način, mogoče ne na VIP prostoru za šampancem za 3000 evrov in tako naprej, ampak ljudje se radi sprostijo za vikend in se mislim, da vedno bodo. Glede na to, da recimo imaš 35 let kariere tam nekje, čez koliko ciklov krize in konjunkture si v glasbi si v tem času šel? Veliko je teh. Vsakič, ko sem zamenil stil, to pa že kar, recimo zdaj sem zamenil let nazaj, sem zamenil spet stil in se blazno pozna, da moraš nagovarjati novo publiko, nekaj drugega začeti in to je tako, kot nek pivot v firmi, pač isto je ta zadeva, ker v bistvu v ful enih svojih fanov zgubiš in moraš nove zgraditi, novo zaupanje. Jaz sploh recimo sem človek, ki je zelo zvedav, kar se glasbe tiče in sem svoj kožuk zamenil že večkrat.
In vedno sem prišel na ful nekega neodobravanja in ljudje so bili vedno pametni in vedno je bilo to mjav, ampak jaz sem se vedno iz tega izvlekel in šel naprej, predvsem mislim zato, ker te stvari počnem s srcem, ker mi je to všeč. Ne? In če delaš to s srcem, te ne morem ben ustaviti. In potem pa, če delaš, če si pač manjak, če si fokusiran na to, tukaj je uspeh, ne more izostati, če me naprašaš. Sam si omenil, ne, da si že zelo mlad, pustil celo šolo. Odkje si torej tu dobil neko finančno znanje in rekel si na začetku, vse, kar si dobil, je nekako šlo naprej v razvoj. Si tudi, kar se financ tiče, neke vrste samouk, tako kot pri glasbi, ali si vse, ne vem, na začetku imel mamo, pol mogoče menedžerko, ali pa kogar. Aha, Zegen. Torej, srečna roka. Ja, lej, mislim, Zegen, da imaš ti srečo, moraš nekaj narediti. Ne? Pač, sej, če jaz ne bi bil toliko priden, pa to fanatično delo, tudi te sreče ne bi imel. Sreče, ja, ti si bil v njih časih, to je ful teblo lažje. Pa kje je bilo meni lažje, če nismo imeli nobenega zavrteti? Razumeš, v Palmi, jaz pa so bila na tistih tehno večerih, 2 leti nisem imel nobenemu zavrteti, nobenega ni bilo. 5 mojih frendov je prišlo, so me supportali, oni so šli dan, ker je bila zjutraj šola, petke, sobote mi in Ben ni hotel dati in sem tam nabil sam sebe. Iz čistega užitka sem, ne vem, 8 ur vrtel v klubu, nobenega ni bilo, res nobenega, še lastnik po mojem, je bilo to, sem bil simpatičen, pa rekel, da ga pustimo fanta, a ne, sej kot ko ga nič ne plačamo. Ne bo škoda, če še manj. Ja, in v bistvu nisem imel, ne morem reči, da sem imel kakršnega koli finančnega svetovalca. Še najhitreje v bistvu to prišlo v resnici s tem, ko sem tle v Vibratu, ko je ekipca, to ista ekipa, kjer je skrbela za moj management, so potem te fantje rekli, Uroš, da imamo zapravili preveč denarja okrog, da je to, sem dobil take nasvete od svojih prijateljev, ko so vse skupaj malo bolj objektivno videli z neke distance, kakor jaz. Ne. Pa si sicer, rečemo, konzervativen, približno veš, koliko imaš denarja. Moji sogovorniki so že vse mogoče rekli, od tega, da nimajo pojma, ne, za nobenega od računov, niti za denarnico, nič, do tega, da vejo vse, kje si ti ali si tam nekje vmes. Zdaj sem, da ne vem, pojma ne vem, koliko imam denarja na računu. Okay. A ve žena? Tako je. Odlično. Tako je, ona skrbi za finance, ne se s temi stvarmi pač sploh ne ukvarjam in mi čisto všeč. Ker še enkrat, ne, jaz sem DJ, meni je glasba najbolj pomembna, jaz bi to počel, tudi če bi veliko manj denarja zaslužil. Temu primerno se kdaj tudi neodgovorno obnašam, kar bi mogel stvar videti, tako da iskreno ne vem, koliko je denarja na računu. Pojma nimam. Okay. Se nima, je to dobro ali slabo, Madonna? Odvisno, koga vprašaš. Eni pravijo, da če se denarja preveč uklepaš, da potem noče priti k tebi. Po drugi strani vsem vsaj približno fajn vedeti, da znaš malo s tem upravljati, ampak ja, lej, če ti funkcionira to toliko časa, očitno je že nek dober princip. Ne? Deva malo si večkrat si že omenil Vibrate. 2017 v bistvu ste se odločili za blockchain projekt, to je full popular blockchain. Taka hype beseda. Ne? Ja, ne? Vi ste bili v bistvu zelo zgodaj. In začeli se je zelo, zelo dobro. Takrat ste takole zbrali 10 milijonov plus, ne? Kaj se je v bistvu, kakšna je bila ta pot, ki pa se ni tako zelo dobro končala, kakor se je začela? Vse še zdaj traja, se ni zgodilo mes. V bistvu je bilo tako, da pač Vibrate, mi smo imeli vedno eno, Matej Gregorčič, on je naš CEO, on je pač nor na matematiko pa na analitiko. Ne? In on, njemu šlo vedno na eter, zakaj je glasba vedno tako abstraktno ocenjena, samo po občutkih, ni nikjer nobene date. In pol v bistvu, ker on imel čez moj management, je hotel priti do podatkov in pol, ker jaz razumem, on prišel na to idejo, da bi mi zdaj to dato začeli zbirati. Ne? In potem smo mi razne stvari tam počeli in je prišel do mene, rekel, Uroš, jaz mislim, da bi pa mi lahko nekaj naredili, a mi daš ti investicijo? Sem rekel, ja, mislim, da sem takrat vložil 100,000 evrov v tle nekje, mogoče 10 manj, 10 več. In je rekel, jaz mislim, da lahko z tega naredim. Je rekel, ampak ne vem, kaj bo. Sem rekel, sam povem, se boš potrudil, ker je pač model manijak na te stvari, sem se odločil, da bom to naredil in s tem sem jaz v bistvu dobil delež v firmi, tako da sem naredil to investicijo in potem smo mi ta denar hitro skurali in potem smo
naredili drugo, tretjo, te angel investmente smo imeli nekje, kako se reče, ne? In oni so nekaj denarja dali in tudi to je šlo ful hitro denarja skozi, ker to ni nič denarja v resnici to, kar smo ga dobivali. In potem v bistvu, ker jaz spremljam vse, kar se dogaja novega, tudi danes spremljam, skozi spremljam mene, vse novo zanima. In s takimi očmi sem jaz v bistvu prišel do Mateja, takrat sem rekel, dajmo mi to narediti ICO. In on rekel, pismo, vidiš, sem jaz tudi razmišljal. In pa smo se ful usedli, kaj bomo mi naredili. Ne? Takrat je treba vedeti, da to bi tak romantičen čas. Ne? Mi smo takrat rekli, super, ok, se Bitcoin bo tako, kot ta neko zlato, pa Ethereum bo rešval pogodbe, ne vem, bla, bla, ne vem, se živo ta dela gor, da se rekel, dajmo pa mi narediti en kovanc, ki bo glasbeno industrijo oziroma mogoče še malo višji show biznis rešil, ne? Oziroma rešil ga bo v kripto dal noter. In mi smo to smrtno resno verjeli, veš, takrat je bilo, glej, tu vse letelo, tu se vse dal, vse je sky is the limit, razumeš, vse je bilo wow, bomo, in potem smo mi imeli te sestanke non-stop, kaj bomo počeli, in to je bilo ful, čisto hudo, dajmo to v 3/4. No, pride ta ICO, mi dobimo ta denar, in potem se začne to dogajati in potem je to raste, to vse leti, razumeš, kovanc gre gor. Jaz sem takrat za investicijo, jaz sem prodal Vikend, zato da sem dal to firmo noter. Vikend smo imeli z Matejem skupaj na Rakitni in smo ga prodala. Jaz sem vse noter zabrisal, kar sem imel. Vse smo prodali, največja neumnost, kar lahko zdaj. Ne? In smo vse, in seveda, in pol, zdaj bo to Vibre, to bo šlo gor, to bo vse gor dol, nismo hoteli prodajati, nismo v 3/4, no in pol valjda pride tisti crash. In jaz gubim vse. Koliko je bil na vrhuncu kovanc vreden? 70 centov. In se pravi, bil je pa kaj 8, če si šel, skratka, Še jaz sem jih imela nekaj. Še ti si jih imela? Ja. No, vidiš, ampak le recimo... Nimam pojma, kje so. Ja, no, ampak le, pač, treba vedeti to, ne, ljudje, valjda so se marsikateri pol pritoževali, ker so zgubili keša, ne, ampak ti veš, koliko se jih je meni zahvalil, hvala Uroša, ti veš, koliko so oni zaslužili. Oni so tako v parih mesecih 5-kratnik, 6-kratnik, 7-kratnik zaslužili. Te zgodbe ne poznaš, veš, koliko je teh zgodb. Vi niste pa nikoli nič ven vzeli? Ne, nismo. Torej, počakali ste do vrha in potem nazaj do dol? No, da ti povem, jaz sem recimo vse zadeve, ki sem jih, jaz sem Bitcoin prodajal pri $3,000. To je absoluten bottom. Ja, vse je živo. Vse sem bil, mislim, se nismo mi kar z nekje prišli, mi smo bili prej, jaz sem majnil, veš, daj smo mi majnali, mi smo majnali 2014, 2013 smo majnali Leo coine. To je bil celo prav dejansko Ponzi scheme takrat, ne, tako da je bilo to v bistvu. Vse mi nismo nič vedeli, to samo, veš, da tam en kovanc, kva si to slišal, kva kovanc, kva se to dela, Bitcoin, pa smo si neki smo slišali, kao čisto hudo, kao ful huda ideja, proti sistemu, romantika, rešili bomo bančništvo, ne bodo nas več zezali, pač, se mi smo še zdaj taki pa duši, ne glede na to, kaj si ljudje mislijo, ampak entuzijasti. Ja, entuzijasti in pač mi smo verjeli in pol vse, poglej, a vidiš, kucine. In smo si vse dokumentarce gledali vse te modele, ki so bili pol še zaprti kasneje in ta romantika, kako ljudje imajo radi ta Bitcoin, na mene čisto prevzela. Jaz sem bil vedno upornik po duši in tudi če danes sem. Mogoče si mi ne vidi, ampak sem. In meni je bilo to ful všeč. No, skratka, pol smo bili čisti entuzijasti, imeli malo Bitcoinov, majnali te Leo coine. In se še prav spomnim, da so z Matejem, jaz sem imel na podstrešju 14 kompjuterjev, tam so mi frendi, te rige, ako se reče, so delali in smo mi to delali, jaz se prav spomnim, je bila Poloniex menjalnica in jaz sem s temi coini, smo mislili, da zdaj 50,000, a so bili evri, takrat valjda so bili. In sem imel, mislim, da je 50,000 evrov na manjenih teh Leo coinov. In pol sem iz nekega razloga, ti smo nekaj prodali in sem vrgel en kovanc in sem šel popoldne spat. In jaz se zbudim in jaz 100 jurjev na računu, takrat naenkrat, v enem dnevu je bil pump. 100 jurjev in meni še nekaj vstal in sem pol spet še tisto, kar sem imel zabrisal noter in sem šel spat in sem se zjutraj zbudil z 12,000 evri na računu. Ne? To so bile te moje pametne investicije, kar so bili sam špica pa nazaj. No in potem sem jaz v tistem času smo rekli, da vsaj te računalnike bomo poplačali, mislim, da je bil Jurija en, pa glih je prišlo in so pol takrat z Matejem smo to vse skupaj prodala in pol mi je še takrat friend rekel, Uroš, daj ne bo nor, kva to delaš, mi smo zdaj začeli Ethereume majnati in to čisti začetek, gor dol, tako da sem takrat največjo napako naredil na svetu.
Vse sem to prodal, šel ven z neko nulo in bil vesel. In poje ta še friend me kliče, Uroš, Ethereum je 2 evra, Uroš, Ethereum je 3 evre, daj to kupi, jaz či jezen, ne bom, pustim, nočem imeti nikoli več v kripto. No in poje je bilo par let, je bil mir in pol pride spet to. No, skratka, moja stvar je pa to, da sem zelo visoko kupoval, pa najnižji prodajal, kar je bilo možno. In tu, če zdaj iskreno ti povem, da prav pa sem se vmes tradati sem se učil. Zelo med korono sem radil celo 75% trader. Zelo slabo sem si stop losse naštel, tako da vse nisem bil potem spet profitabilen. In vedno me takrat, kaj najmanj treba, jaz bom glih takrat prodal in nočem kupati in ne vem kva še vse. Skratka, moja slaba filozofija je kupuj visoko, prodaj nizko. Okay, torej ena slaba zgodba je bila tam okrog, si rekel, kaj 2014, 2015? Ma se ni bila slaba, tam je bila nula vsaj, ne? Ja, dobro, ampak oportunitetna. No, pa govorimo to, da sem vse prihranke zgubil, skratka, vse prodal, vse, kar sem si v življenju ustvaril. Tu pa govoriva zdaj v Viberatu. Ja, to je bil, pa se ni bil Viberat, takrat je trg je telebno, takrat je bil pač, kjer letnik je to. Pač ti skreš, kaj je bil prišel. In valjda me je panika zagrabila, valjda ti začneš, če nisi podkovan v teh zadevah, začneš, to šlo na nulo in jaz sem zadev presežem. To dejansko lahko gre na nulo. Jaz ne vem, ampak jaz mislim, da je šlo še 50 evrov po tistem, ko sem jaz prodal, šlo nižje, pa se odbil gor. In eto ti, to je ta zgodba, kjer jaz gubim ful enih prihrankov v življenjskih. In to drugič se je pa zgodilo kdaj? Cca. Ja, sej to je bilo takrat. No, ampak to je bilo... Se pravi, če smo 2017 ICO naredili, pa je bil crash 2017, konca ali začetek, vse ne vem, pač par mesecev po tistem. Mi ful veseli, super, the best, mi že razmišljamo, kako bomo druge firme kupovali, ker se podobne stvari delajo, kako bomo implementirali to vse, kako bomo mi razvili ta kovanc, kako bo to vse letelo, delali bomo booking platforme, vse smo imeli. Mi smo v resnici takrat hoteli biti Airbnb za glasbo. In v bistvu vsej na nek način ti še zdaj greš lahko na Viberat in bookings provedeš. Je res, da to nismo mogli potem zreklamirati, kako se zagrejem, ampak da so bile zelo dobre. Torej 2 slabi izkušnji, obe sicer v prejšnjem desetletju. Bo šel še v tretjo, to mogoče gre pa v tretje rado. Pa sej sem skozi nekaj noter. Imaš zdaj recimo kaj kripta? Pikico, ja. Pikico. Ja. Kaj pa kakšne druge, malo bolj tradicionalne naložbe? Nič. Torej nobenih delnic, nobenih ETF-ov, nobenih obveznic, zlato? Nula. Okay. Torej prihranki so v tem trenutku v čem? V kešu. V kešu. Na račun. Oziroma nekaj v kripto, to pravim. Ampak večino zaslužka gre nazaj v biznis ali gre na račun? Ne, pri meni, se pravi, zdaj je malo drugače. Zdaj vseeno investicij ni več tolikih, kolikor je počasih, ampak treba tako povedati, da ko tebe booking agent, ko si ti zbukiraš, ti plačaš veliko, zdaj na Lending Deal plačaš 20% booking fee, potem pa še management vzame 20%. Potem pa vse, kar je to ti država vzame, viš, kaj ne vem točno, med 40 do 60% ti vzame denarja. Sklepam, da si tako je. V najvišjem razredu, a ne? Nisem v najvišjem razredu, ampak sem kar v dosti visokem razredu in največja fora je, da vedno gledajo za nazaj, kako imaš in potem to zalagaš vnaprej, pa presežem ženami to razlaga. In ko ona gleda in potem plačujem za pokojnino, te najvišje možne variante in kakor vem, da je potem najvišja pokojnina v Sloveniji 3000 evrov in tle spet zgubljam zato, ker ful več plačujem, kakor bom lahko največje pokojnine kdaj dobil, tako da me tepe po hrbtenici z vseh strani te zadeve. Si zato kdaj razmišljal o selitvi? Ker ja. Si dejansko lahko kjerkoli. Ja, fulkrat sem razmišljal, ampak zdaj iskreno se mi ne splača te stvari pač na ta način. V smislu ne splača se mi, zdaj ful sem enih stvari povedal zdaj, ker bi človek mislil, da ne maram Slovenije. Ja. Ampak pač res bi lahko živel kjerkoli in jaz sem tukaj. Jaz imam Slovenijo pač izredno rad, tle je krog ljudi, katerih imam izredno rad. Meni je to neka navezanost na ta teritorij pač meni velika in tudi, če se ne strinjam s temi stvarmi in tudi, če me tepe po hrbtenici, še zmeraj živim lepo življenje, imam se fajn, sem daleč nad povprečjem v Sloveniji, si privoščim stvari in uživam in bom tukaj ostal. Ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi šel drugam.
tudi v resnici zdaj politična struja ni, zdaj kaj je, ni prijazna do DJ-jev oziroma poslovnežev, Ja. ko smo, ampak me to ne moti, ker mi je pač to tukaj ful fajn. Seveda si pa največja naložba ti, ne? Torej Tako sam je. vase, ker to prinaša denar. Ne? Rekla Tako. sva leta, imaš 50 let. To nameravaš proslaviti, tako kot se zagre. Povej mi več, kakšen je plan, kje, kdaj, kako. 23. oktober v Ljubljani. Aha, torej ni blizu rojstnega dneva. Ne, ni blizu rojstnega dneva, ker so takrat Ker že- rojstni dan imaš maja. Ja, in maja je že tako vroče v teh dvoranah, da smo se odločili, Aha. da bomo praznovali pač to mojo 50-letnico malo kasneje, ker je nemogoče, ni hlajenja tazga, da bi to požrla že takrat taka množica. Žur se imenuje Umek 5.0, ne uklepaj, zaklepaj združljivo, in se bom podal v te koncertne vode. V smislu, to bo spet tako, kot je bil kot le za simfoniki, to bo samo enkrat se bo zgodil in vedno bolj so mi všeč te enkratna zadeva, bod tam ali pa ne boš več tega doživel, ker imam take artiste, ki bodo nastopali zraven, da jih ne moreš na kup dobiti večkrat. Tako da zmešal bom vso možno glasbo do nastopov na en kup, ko res odbit koncert. In mislim, da si ljudje sploh ne znajo predstavljati, kako bo zvenel. Se pravi, bo ful boroka, bo tudi narodna glasba, če si lahko predstavljaš. Aha, kaj, zdaj, harmonika? Ja. Torej, kot Dončić da mora, tako da. Nisem v tem smislu mislil, prav narodna slovenska sem mislil. Ja. On je rekel, da mora harmoniko, pa je še Snoop Dogg rekel. Sam mislim, da mora Ja. južno No. harmoniko, ne alpsko harmoniko. Tako da veliko stvari je v dogovoru. Predvsem bi pa rad, delal sem včasih tudi eno plato, ki je bila zelo pop obarvana v enem svojem obdobju, ki je potem nisem izdal, smo jo naredili, posneli z vse možnimi artisti, znanimi in pol nikoli ni šla. In tle bi rad naredil nekaj spet, pač neki to, kar še nikoli nisem, ali da jim nekaj ponudil čistega, tako da bodo mogli priti z odprtimi možgani, ker ne bo to ta tista elektronika, ta koncert. In potem pa seveda se zvrstijo tudi ostali DJ-ji, ki bodo To je torej taka daljša zabava, daljše praznovanje. Tako. Ne bo tako kot v Križankah, ki je bilo kaj 2-3 ure. Zdaj se mogoče igramo z idejo, da bi bilo 2 dni in pa da bi bil en dan prav ta neka koncertna zasedba, pa potem mogoče DJ-ovska. Nismo še toliko 100%, ampak ja, je pa, no, skratka, absolutno bo zanimivo. 23. oktober, Tako. rekla sva gospodarsko razstavišče. razstavišče, ja. To mi povej, boš tudi samega sebe, poleg s tem velikim praznovanjem, kakorkoli obdaroval. Ne? Ženske rade doskrat same sebe, ker najbolj že veš, kaj si želiš. Ne? Ti nisi znan po tem, da bi nekaj strašno nabliž tripo, ful časa nisi imel niti izpita, kaj šele avta. Vsega tudi, če zdaj ne bi imel, če ne bi žena oziroma prijatelji uskočili. Ker so vsi ostali že te vozili okrog. Ja. Ja. Kaj, ne vem, sam še ene nove superge, to si strašen fan, recimo. Ne, A imaš kakšno željo, kaj bi imel za 50 let? Ne, v Daj, resnici- mogoče damo pa mali idejo ženi, pa A veš, vsem kaj bi frendom. rekel? Zato, da se s frendi dobim na pici, da nas je veliko, pa bomo na pici. Presežem, to mi je džir, zdaj pa, če mu dobu kakšen dober daril zdraven, super od koga, od žene, ali pa ne vem. Sam se pa ne boš nič podaril, kaj. Vse imam vse, vse imam vse. Vse, kar rabim za življenje, top mi je. Prej si še omenil, to se nisem vtaknila, rekel si brivnico. Ja. Kaj se je pa z brivnico zgodilo? Brivnica je pa tako, jaz imam, no, tako kot sem prej rekel, ne rad investiram v stvari, ki niso z glasbo povezani. In jaz sem Hedisu se hodil strišt Brica Barbarica in on je mene navdušil, ker ta človek je umetnik med brivci. On je umetniška duša, on je tudi v resnici reper v prostem času, oziroma vzporedno, ali kako rečem, da ne užaljen, Edis, ne bi tega nisem na slabega mislil. In on ima vedno pač te neke odpičene ideje in video, ki so se usedla, jaz bi mogel tam biti na 40 minut in video so vedno 1:15, uro pa pol so se režala in govorila in pa rekel, hej, imam neko ludo idejo, bi šel ti v to, pa sem rekel, škaj, jaz nikoli v resnici ne investiram nič drugega kot v glasbo, na nek način, no. In pridem dan, povem ženi, ona pismo rečem, greva,
prodajal. Ampak v resnici me je on prepričal, samo on, ker je pač vsekan tipa. In pol ta koncept, ki smo ga naredili, je tudi svoj vrsten. Ni ga s temi urami, ne vem, če veš, kako je, 15 minut mora postrižiti in imaš toprco, in če te ne postriže, dobiš popust in tako naprej. In je brez naročanja, pač vse so že kje drugje take stvari, da ne pomote, ampak mi smo to še upgradali, to celo zdaj v meni, to blazno všeč, sem rekel, ajde, pa dajmo. Poleg tega pa sem leta bil v Parizu frizerju, pri Matej, legenda, res hud model, ampak je bilo pol vedno, ko sem si začel brado puščati, mi je bilo vedno problema, zdaj mu hodil in frizerju. Eno in drugo, ja. A razumeš? In pol je bilo da me to privedlo do tega, da sem začel drugam hoditi. Glede na to, da si omenil, da je to ena redkih investicij, ki ni povezana z glasbo, čeprav je on na pol glasbenik oziroma celo... Vsi možno, da je bilo kje druge, sam jaz pozabljiv, da je še kje drugega. Ampak koliko časa se recimo še, ne rekel si, star sem 50 let, dejansko se mi pozna, da ne moram več odvrteti 8 do 10 špilov na mesec. Koliko časa se še vidiš tam gor na odru, v spodi, tisoče in tisoče ljudi, ki sicer parti včasih, pa parti danes so drugačni, včasih smo bistveno bolj uživali na njih, danes so vsi s telefoni. To se tebi sam zdi, veš. A res? To so pa te. To je pa ta človeški ego, pa misli, da je center vesolja, in to poslušam skozi. Vsaka generacija je doživela svoj vrhunc in to so spomini na ta vrhunc in oni ga pelajo in oni mislijo, da so se imeli najboljši. Mi smo bili prvi, gledaj, kaj. Koliko časa se še vidiš tam? Je to neki, ne vem, ne? Rekla sva cca 35 let. Si se predstavljaš, da čez 35 let imaš spet neko obletnico? Mislim, če bom še možen, če bo zdravstvo mene do tega pripeljalo, da lahko pri 85 letih še kaj pokazal, da jim bom. Recimo, gledaj, jaz sem zdaj delal v studiu do zdaj, dokaj sem sam prišel. Jaz vsak dan delam v muziko, uživam v temu, a mene tako na neki to nagradi zdaj, zakaj to bi lahko kakšni psihologi debatirali, kaj jaz tam noter dobim, kje druge ne, ampak pač jaz blazno uživam in bom užival tudi naprej. Jaz glasbo bom delal še naprej in če bo moja glasba dobra, če se bom jaz izobraževal še naprej, bo povpraševanje še vedno veliko. In jaz ga bom vzel to, ko bom fizično sposoben speljati. Je pa tako, recimo, veliko ljudi še marsikaj in nisem to, da sem tradel vmes, nisem dolg cajta povedal. So še druge stvari, ki jih počnem, ki jih nočem povedati, zaradi tega, ker pa bi ta si norca dela, ta je 3, 4, 5, 6. In so še druge stvari, ki me v življenju zanimajo. In jaz pač, predvsem sem res priden človek, ta slovenska pridnost, to jaz počnem in uživam. In zadnje cajte mi blazno veliko zanima tudi management. Blazno, tako da zdaj, če bi recimo zdaj ta moment nehal vrteti, bi se sigurno vrgel v to, da bi menedžiral pa bil mentor ostalim DJ-jem. To bi sigurno šel v to in tudi vidim, da me pot vedno tudi bolj v to pele. Ampak prosim, da ne postanem zdaj menedžer, tako kot sem podjetnik. Nikoli nisem bil podjetnik, v resnici pravem smislu besede. Vložil nekam na nek način, če tudi nisi v vodstvu, ne? Pa so vsi podjetniki v resnici, ne, danes. Skoraj ne, no. Kaj pa, rekel si, da bi to... To me zelo veseli. Ja? Ja. Te poslušajo? Ne. Imaš ta učiteljski... Imam, ampak ne poslušajo. Ja. Ne, se veš, kako je. Ljudi, v resnici zdaj nekako sem posredno vmešan v dejstvore kariere, kar precej, pa še zdaj se dogovarjam neke te stvari, še prej na drugem projektu sem kar dober upleten noter, ljudje pač to še ne vejo, pa tudi še dolg cata nam povedal. Ampak vidim tako razliko med ljudmi, kako eni poslušajo, kako eni ne. V smislu nič slabega. Eni morajo padati po tleh, pa dobiti batine, po domač povedan, zato da bodo rekli, si mi govoril, ta drug pa posluša in ne rab to doživeti. In jaz sem bil isto taka ne posluša. In enostavno moraš pač to sam doživeti, dobiti po prstih, dobiti po betici in potem se nekaj naučiti. In tudi mentorstvo, ki imaš, najbolj kar učim je, si zelo prizadevam, poleg tehnike pa vsega, ne vem, kako vrteti, kako stvari delati, je to naučiti človeka, kako pasti. Padec bo prišla kritika, bo prišlo, ne vem, ful enih stvari, mogoče mentalno zdravje, na 3/4, jaz to zelo poudarjam, da je treba spati, se paziti, mladost je ludost, in ljudje pač razne substance jemljajo, enih ja, enih ne, vedno probam jim reči, dajte, in nasplošno.
tudi ostalim, s katerimi sodelujem, dajte to po pameti, ker vas bo po betici užgala. Ne? In zelo v tem smislu in tem duhu vzgajam, kako rečem, mentoriram te ljudi, da z njej se pazijo. Torej si fotor tudi v tem pogledu. Neverjetno je, da sem prišel, da je ta skrb prišla, zato ker z ljudmi, s katerimi delam, mi tudi preraste v srcu, to si ne morem pomagati večkrat v življenju. Je bilo, vedno dam del srca zdraven, kadar se lotam projekta, grem noter all in, kukor lahko in mogoče to ni vedno dobro. In potem pride ta malo fotorovski nagon. Glede na to si rekel, da pač ti je ta mentoriranje, menedžiranje, pomoč vedno bliže. Se ti zdi, glede na to, da zdaj je totalen hype okrog AI-ja, sploh v elektroniki, in zate in za njih, se ti zdi to pomoč ali se ti zdi grožnja in bo v bistvu AI delo sete in miksu in v bistvu ne boš več rabo DJ-ja, ker bo itak dal tja gor enega robotka. Bo, točno tako bo. Ampak to bo samo ena izmed stvari. Jaz si predstavljam svetu že nekaj časa. Vrhunski klub, dovršen, recimo, kjer boš imela 360 experience samih LED screenov, hude grafike in pa DJ-ja, ki pač ne bo več imel to vlogo, bo lahko AI delal in bo samo s to glasbo pač pumpal ta vizualno-glasbeni projekt in to bo neka pač ta nišna varianta, mislim nišna, ne bo, lahko bo tudi mainstream to rato, ampak mislim, da ljudje povsem hočejo videti človeka na odru z njegovimi napakami, z njegovimi butastimi izjavami na YouTubu, da se bodo smejali, mogoče bo danes kakšen mim padel iz teh neumnosti, ki sem jaz povedal. Upajva? Upajva, vidiš, še to se je spremenilo. No, se je zanimivo, dobro ste rekla. Včasih si tega ne bi želel, zdaj pa v bistvu ker zagotovo ne mora biti tak, da bi bil zdaj, cela sramota, ker sem zraven pri pogovoru. Tako da, če je lahko sam zabaven in dober. Mogoče se bo pa kakšna organizacija spravila zdaj na ta podcast. Kar naj. No, skratka, jaz mislim, da sem tudi spraševal in je v bistvu dejansko DJ en izmed teh poslov, ki kao ne bo ogrožen z AI-jem. To še ne pomeni z AI-jem, ampak to še ne pomeni, da ne bo producentstvo pa vse ostale stvari, ki so v zadju, absolutno. Jaz imam veliko kolegov, s katerim debatiram o tem in polovica jih je za, polovica jih je proti. In v resnici vsem tistim, ki so za, govorim čim manj govoriti o tem trotlom, ljubkovalno trotlom, ki ne razumejo, kaj se pač dogaja in ki hočejo jeti proti tehniki in proti času in ne razumejo. In tudi zdaj tisti, ki gledajo, polovica jih bo na moji strani, polovica bodo rekla, kakšne neumnosti govorim. Bote na uni strani. To je meni v prid, zato ker to je tool, katerega jaz uporabljam in to meni daje prednost edge pred ostalimi. Jaz te stvari uporabljam v meni v pomoč in jih znam uporabljati točno tako, kaj jo rabiš. Jaz ne delam cele komade s tem, pa tudi v resnici zelo malo še s tem delam, ampak mi že pomaga, mi že daje nasvete in si jaz to vidim bolj kot asistenta zaenkrat, kot to, da bi jaz cele komade delal s tem, ker mi to itak ni užitek. Jaz sem rojen, da šraufam te sounde, jaz tega pa če si ne znam življenje brez tega predstavljati. Tako da ljudje nekaj to lepo odganjajo, to je vse samo meni voda na mlinu. Za konec, rekla sva letos 50 let, tvoja želja, sicer si prej omenil, imam vse, pa vendarle, želja za to leto, poleg tega, da bo fenomenalen koncert in ljudje strašno zadovoljni, nekaj, kar še nismo videli, še kaj drugega, bolj osebnega, poslovnega, kaj se in kaj. V bistvu, recimo, zdaj se živih pri temu, recimo, ful bi si želel, da bodo te DJ-ji, ki jaz za njih, sem jim mentor, ki skrbim za njih, da bodo uspešni. V bistvu tudi njihov uspeh tudi meni zadovoljstvo daje. In v bistvu dobivam potrditve tudi z te strani nazaj in veš, ko me kdo vpraša, kaj, nisi ljubosumen na njih, bodo oni večji od tebe. Jaz upam, da bodo vsi, ki bodo z mano delali, da bodo večji od mene, da bodo boljši DJ-ji, da bodo gordili, zato ker to pomeni, da jaz nekaj dobrega delam. Tako da si želim, da bodo uspešni. To si želim za letos. Torej tudi jaz želim, da bodo uspešni, ti pa seveda tudi. Hvala lepa za tole. Hvala tebi. Obisk. Čakamo seveda 23. oktober. Še prej pa odzive, da vidimo, če se bo kdo oglasil iz katerekoli strani. Tako da hvala lepa. Hvala tebi. To je bila še ena epizoda Investitorke v Pradi s Katarino Matečič. Vabljeni ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič.